Dame in gospodje, to je dan slovenskega lesarstva, ki letos poteka pod naslovom Les naša zelena prihodnost. Da slogan niso le lepo zveneče besede na papirju, nam bodo skozi ves dan dokazovala dejstva predstavljena s strani naših priznanih predavateljev, pa tudi večerna podelitev 3. nacionalne nagrade za najleseno gradnjo 2020. Najprej pa je čas za okroglo mizo. Na uvodnih predavanjih smo slišali definicijo zelene industrije, pa tudi veliko utemeljitev, zakaj lesarstvo je zelena industrija. Poslušali smo o globalnih in evropskih, pa tudi regionalnih trendih. Zdaj pa bomo na okrogli mizi priložnosti zelene industrije poskusili predstaviti široko raznolikost pogledov na to tematiko še v naši domovini. Čez nekaj trenutkov se nam pridružijo udeleženci tega omizja, to so Ajda Cuderman, državna sekretarka z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Georgij Bangijev, generalni direktor Direktorata za prostor, graditev in stanovanja z Ministrstva za okolje in prostor. Bogdan Božac, Marles hiše. Veljko Gortnar, Alples. Danilo Anton Ranc, generalni direktor Direktorata za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. In docent dr. Iztok Šuštaršič z Univerze na Primorskem. Omizje pa bo vodil dr. Črtomir Tavzes, Znanstveno-raziskovalnega inštituta InnoRenew. Za vse pa sem prepričan, da bodo svojim ekspertnim znanjem in pregledom nad področjem ustvarili zelo celovito sliko priložnosti za razvoj slovenskega lesarstva in z njim povezanih panog. Gospod Tavzes, izvolite. Dober dan, spoštovani gledalci. Hvala za udeležbo na današnji okrogli mizi priložnosti zelene industrije v Sloveniji. Ker smo že slišali lep uvod, predlagam, da kar krenemo v središče dogajanja. In sicer v tem času je za slovensko lesarstvo in nasploh zeleno industrijo verjetno najbolj spodbudna evropska strateška usmeritev iz Evropskega zelenega dogovora, ki jo je v svojem prvem nagovoru Evropskemu parlamentu jasno izrazila predsednica Evropske komisije dr. Ursula von der Leyen. Predlagam, da si kar pogledamo ta izseček. Our buildings generate more than 40% of our emissions. They need to become less wasteful, less expensive and more sustainable. And we know that the construction sector can even be turned from a carbon source into a carbon sink if organic building materials like wood and smart technologies like AI are being used. So I want Next Generation EU to kickstart a European renovation wave and make our union a leader in the circular economy. Sedaj, ko nam je predsednica Evropske komisije postavila ton današnjega pogovora, predlagam, da kar skočimo na sredo in zato, gospa Cuderman, kot dama imate prednost na današnjem omizju. V prejšnjih predstavitvah smo slišali veliko splošnih ugotovitev o stanju zelene industrije v Evropi. Kakšno pa je stanje na slovenski ravni, morda predvsem v lesarstvu, ki je en najbolj osrednjih sektorjev take industrije pri nas? Ali les še vedno raje izvozimo ali pa ga uporabimo zgolj za energetske namene ali pa ga že uspešno predelujemo trajne izdelke in za energijo uporabimo zgolj tiste ostanke, ki jih za druge namene ne moremo? Hvala za besedo. Že udeležba na današnji okrogli mizi z naslovom Les naša zelena prihodnost dokazuje, da želimo slovensko lesno industrijo bodoče še bolj utrditi kot temelj zelene industrije. Ob pojavu pandemije seveda in boja proti podnebnim spremembam, kar je tudi nekak fokus Evropske unije v zadnjem času, postaja les vse bolj strateška surovina. Še bolj zaradi dejstva, da smo v bok postavljeni z Avstrijo, ki je ena najbolj uspešnejših držav v Evropi na tem področju. Za Slovenijo so pa podatki naslednji. Letni prirast lesa v Sloveniji znaša približno 9 milijonov kubikov. Nase ta letni prirast lesa veže 9 milijonov ton ogljikovega dioksida, oziroma drugače rečem ponor.
ogljikovega dioksida, ki je drugače tudi eden izmed glavnih povzročiteljev globalnega segrevanja. Letni posek v zadnjih letih je cirka med 5 pa 6 milijonov kubikov lesa. To pomeni, da ga posečemo tam nekje, rečemo, da manjka še 3 kubike milijonov ton, 3 kubike milijonov rezerve. Od česar doma predelamo samo nekje 1/3 tistega, kar se poseče. Les je že zdaj prepoznan po svojih izjemnih lastnostih za uporabo v gradbeništvu in pohištveni industriji, pa tudi na področjih, kjer bo vedno bolj pridobival na uporabni vrednosti. To pomeni v novih kompozitnih materialih, lesenih kompozitih, leseni volni in različnih ekstrakcijskih produktih. Pomembna je tudi možnost večkratne uporabe lesa, kar pomeni, da se pomembno zmanjšuje ta ogljičen odtis. Na ministrstvu je pa naša vizija dokaj jasna. Slovenski les moramo predelati v Sloveniji, v končne lesene izdelke z visoko dodano vrednostjo. To pomeni morda celo razmišljanje, da v procesu poseka in predelave iz enega produkta oziroma ob enem produktu delamo tudi množico drugih, ne pa da les uporabljamo primarno samo kot izdelek za neko gorivo ali pa izdelek za nadaljno uporabo in ga celo izvažamo. To se pravi, izvozimo ga kar 2/3, smo slišali. Ne? Na podlagi interventnega zakona smo že zdaj projekte, ki se nanašajo na leseno predelovalno industrijo, uvrstili med prioritetne strateške projekte. Skupna investicijska vrednost trenutnih projektov pa presega 140 milijonov evrov. V nadaljevanju relativno dobro trenutno planiramo tudi sredstva iz tako imenovanega Sklada za pravični prehod, to se pravi Just Transition Fund. Sredstva bodo pa namenjena temu, da se slovenske regije počasi z različnimi ukrepi čim bolj približajo k temu, da grejo proti razogljičenju, to se pravi k njihovemu energetskemu prehodu. To zajema verjetno tako menjave energentov, kot ukrepe na surovinah in na industriji, ki v posamezni regiji prevladuje. Aktivno si tudi prizadevamo, da bo čim več končne uporabe lesenih izdelkov, ki nase vežejo, to se pravi, smo ugotovili kar precej ogljičnega odtisa, prihajalo do končnega uporabnika, potrošnika preko podnebnega sklada, preko ekosklada in seveda tudi preko zelenih javnih naročil, kjer je zavezan nekako za uporabo 30% lesa kot gradbenega materiala. En zanimiv podatek je recimo samo pri izdelkih za gradnjo, kar se tiče lesa, in to je tudi nekako taka strategija, čim več lesa v gradnji, ker dolgoročno skladišči ves ta negativen okoljski odtis. Samo eno leseno okno pri proizvodnji, ne, v primerjavi s PVC oknom, če pogledamo PVC okno pri proizvodnji, emitira približno 200% več emisij v zrak, eno aluminijasto okno pa kar 420% več emisij. To se pravi, to pod črto enostavno nam samo pove, da les in tudi strategija ministrstva je takšna, more biti eno tak primaren material za proizvodnjo osnovnih gradbenih elementov, ki se v čim širši meri potem tudi ugrajujejo. Hvala lepa. Gospod Bangijev, slišali smo eno ministrstvo, slišali smo uvod gospe predsednice Evropske komisije, tudi že prejšnja današnja predavanja so govorila veliko o tem, da je les in drugi lignocelulozni materiali, da so lahko ponor ogljika. Ali na vašem ministrstvu, ki je kot osrednja inštitucija v tej državi, ki se ukvarja z okoljem, to zavedanje tudi že prisotno, ali morda z popularnim sklicevanjem na krožnost v našem gospodarstvu in družbi pozabljamo na to, da je za prvotno pridobivanje surovin, kot so beton, jeklo, steklo, potrebno veliko energije, lignocelulozni materiali pa v bistvu svoje rasti drevesa in druge rastline vsrkavajo CO2 in ga izdelki potem tudi skladiščijo. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Soglašam z vami, da je v Sloveniji tudi v širši Evropski uniji beseda krožnost zelo popularna. Ne?
Pogostost obmembe in sklicevanje na krožnost ne sme nas zavesti. Mi smo še daleč do uveljavitve načel krožnega gospodarstva dejansko v praksi. In to ne velja le samo za lesno industrijo, temveč za celotno industrijo. V strateških dokumentih Slovenije imamo vse povsod besedice, kateri nagiba k temu, se pravi zeleno, nizkoogljičnem, krožnem in tako naprej, trajnostnemu razvoju, kot smo do sedaj vedno to imenovali. Vendar sedaj je prvič v Evropski uniji prišlo do tega, da je prvi dokument, ki nedvoumno da sporočilo, razvoj bo zelen ali ga ne bo. Prepoznavanje tega potencijala je zelo velika lesa. Potencijal lesa in lesne industrije je še pomembnejši pri doseganju teh podnebnih ciljev. Vsekakor. Uvedba krožnega načela je pa le mehanizem, ki bo podprl razvoj in konkurenčnost tega gospodarstva ter družbe v celoti na zelen in trajnosten način. V zgodovini nas uči, da v bistvu dejansko naši predniki so to že tako na krožen način poslovali in ni to neki nov izum. Vsi vemo, da naši predniki so skrbno skrbeli za vsak material, za vsako dejanje, kaj bo povzročilo, kakšno bo imelo posledico. Sam pomen krožnega gospodarstva je, da se proizvod proizvede na tak način, da ga večkrat uporabimo, oziroma da se proizvede na varčen način, se pravi z obnovljivimi viri energije. Les je sigurno eden od teh virov, resursov, ki v krožnem gospodarstvu bo podal velik pomen. Vendar uvajanje načela krožnega gospodarstva za zeleno rast se je treba lotiti sistemsko in celovito in premišljeno, dejansko evolucijsko, zato da ne bi prišlo do nekih preskokov oziroma stopnic, katerih enostavno ne moremo doseči. Z uvedbo krožnih načel v prakso bomo potrebovali pa zato izobraženi, usposobljene človeške vire, ciljno vlaganje v raziskovalne inovacijske sisteme, ciljne podporne sheme za gospodarstvo nasploh, predvsem pa pametno vlaganje oziroma porabo finančnih virov. Verjamem, da ta razmišljanja nedvoumno kažejo priložnost lesne industrije, da kot zelena industrija prispeva tudi k samemu zelenemu razvoju. Hvala lepa za lepo istočnico, da se premaknemo iz polja, bom rekel, politike k industriji. Gospod Božac, vas besede predsednice Evropske komisije kaj navdihujejo v tem vsakdanjem boju za naročila, optimizacijo proizvodnje, reševanje raznih izzivov, recimo tako kot je zdaj COVID. Imate sploh čas za taka strateška razmišljanja, vi konkretno, industrijo nasplošno, ko sigurno se pogovarjate z kolegi. In tukaj bi tudi pripeljal SRIP, ki se pravi strateško razvojno investicijsko partnerstvo, dom pametne stavbe in dom z lesno verigo, ki pravzaprav v svojih izhodiščih je dejansko to, kar je gospa predsednica v svojem govoru povedala. Ali je odigral tako vlogo, kot je bila zamišljena? Lepo pozdravljeni, hvala za besedo. Uvodoma, da, lepo je slišati in dejansko potrjuje oziroma utrjuje našo vero, da smo na pravi poti. S tem, ko dejansko predsednica Evropske komisije oziroma Evropska komisija kot taka podpira Evropski zeleni dogovor oziroma ga postavlja kot prioriteto svoje politike razvoja Evropske unije, je to v bistvu na nek način dokaz in pa stimulans, da smo tudi mi na tistem peronu, na pravem vlaku, ki gre na željen cilj, se pravi cilj dela in napredka družbe in pa seveda podjetja kot takega, ki ga vodimo in ki ga predstavljamo. Zelo dobro je bilo predstavljeno v povzetku, da je gradbeništvo morda ključen element zelenega preboja. Namreč moramo vedeti, da gradbeništvo kot tako sprosti kar 36% ogljikovega dioksida v ozračje. Da se za potrebe gradbeništva porabi 40% vse energije in da potem, ko stavbe doživijo svoj življenjski ciklus, pomenijo kar 30% vseh odpadkov. Se pravi, to so vse procenti, iz katerih lahko ugotavljamo, da če želimo doseči ta cilj zmanjšanje emisij za 55% do leta 2030, to nikakor ni možno brez temeljite spremembe na področju gradbeništva. S tem,
ko so bile postavljene te prioritete, je bilo na nek način potrjeno tudi, da gremo v pravi poti tudi v samem podjetju. Namreč mi smo v podjetju digitalizirali naše procese, jih informacijsko podprli, v zadnjem obdobju smo naredili veliko transformacijo, spremembo v reorganizaciji proizvodnje, šli smo na pot pospeševanja uporabe in pa vgradnje okolju prijaznih materialov in vse to so znaki, da dejansko delujemo v pravi smeri. Na koncu pa mislim, da je bil še del vprašanja, ki se je nanašal na SRIP-e. Ja, SRIP, pametne stavbe in dom z lesno verigo je eden izmed strateško razvojno-inovacijskih partnerstev in predstavlja kot tako enega temeljnih prednostnih področij razvoja Slovenije v prihodnje. Moram reči, da v SRIP-u veliko delamo, veliko komuniciramo medsebojno in SRIP je predvsem na področju povezovanja med različnimi podjetji prinesel želene učinke. V podjetju Marles te učinke zaznavamo, povezali smo pa začeli sodelovati z podjetji, za katera prej nismo vedeli, da obstajajo. Ta trenutek kreiramo skupne tehnološke rešitve na polju bivanja prihodnosti. Dejstvo pa je, in to bi pa morda želel poudariti, da pa nam manjka možnosti demonstracije ali pa v praksi preizkušanja zamisli, ki jih kreiramo v samem SRIP-u. Se pravi, manjka nam možnosti demonstracijskih projektov, za katere bi bili deležni primerne podpore, in pa SRIP-i so bili na začetku mišljeni kot nek subjekt pogovora z odločevalci. Tukaj se zdi, da v nekem trenutku so morda SRIP-i ali pa iniciative SRIP-ov, spoznanja, ki dozoreva v okviru SRIP-ov, še malo premalo slišana na polju odločevalca. Hvala lepa. Gospod Gortnar, kako pa podjetje, kot je vaše, ki v največji meri proizvaja pohištvo, skrbi za to, da je del zelene industrije? Slišali smo gradbenika, kako pa na to lahko komentira pohištvenik. Ali od okolja, se pravi država, drugi podporni subjekti, vi pa dobite dovolj podpore? In po drugi strani pa se kupci že zavedajo potrebe po tem, da ozelenimo izdelke tudi v vaši panogi? No, en lep dober dan tudi z moje strani. Zdaj naše podjetje seveda manj uporablja ta masivni les v svojih produktih. Uporabljamo seveda, glavnina je še vedno, bi lahko rekli, sestavljena iz lesa, torej to so melaminske oplemenitene plošče. Seveda mi skrbimo najbolj s tem, da uporabljamo plošče, ki vsebujejo čim manj snovi, ki obremenjujejo okolje. To je ena zadeva, torej, da imajo čim manj formaldehida ali skoraj nič. To je osnova. Zdaj, kar se tiče druge zadeve, naš pristop v proizvodnji, to je še vedno, lahko rečemo, kljub temu, da ponujamo individualne rešitve, še vedno nekje serijski, industrijski pristop, kar pomeni, da so izkoristki teh plošč zelo dobri. Torej, to posledično pomeni manj odpadka. Kljub temu, to, kar ostane, ta odpadek, potlej zelo uspešno nekako pretvorimo v toploto, to je v bližnji toplarni, in s tem se grejemo tako mi, tako železniki, torej to je ravno tako izredno pozitivno. Tretja zadeva, ki se mi mogoče zdi verjetno še najbolj pomembna, to je pa dolgotrajna uporabnost pohištva. Torej nekateri vključujejo, vgrajujejo cenejše materijale, cenejše okovje, mi vgrajujemo izključno res kvalitetne. Pri samem razvoju gledamo, da nekako vključimo to brezčasno oblikovanje, kar pomeni, da ni strogo modno pohištvo in s tem tudi pomeni, da dolgo časa je aktualno. Zdaj z Alplis velikokrat slišimo, da ima samo eno napako, torej da pohištvo predolgo časa traja. To nam kar godi in mislim, da je tle najbolj pomembno. Seveda obstaja recikliranje, tudi mi uporabljamo reciklirane materijale, torej tiste in tam, kjer je možno in kjer je smotrno. Zdaj, kar se tiče kupcev,
Ja, nekateri kupci se dobro zavedajo, kaj je trajnost, kaj je zelena industrija, dobro vejo, kaj kupujejo in kaj potrebujejo. Hvala lepa. Gospod Tran, zdaj smo slišali nekaj komentarjev od relativno velikih slovenskih podjetij, za slovenske razmere seveda. Kako pa na vašem direktoratu vidite vlogo majhnih in predvsem majhnih, pa tudi srednjih podjetij v tako velikih pojmih, o katerih govorimo danes, zelena industrija, klimatske spremembe? Ali tudi pri vas udejanjate slogan misli globalno, deluj lokalno? A je to še vedno ustrezno razmišljanje? No, hvala za besedo in seveda vsem udeležencem današnje okrogle mize prav lep pozdrav strani direktorata. Naj povem tudi to, da ko je minister Počivalšek pred 4 leti ustanovil direktorat za lesarstvo, je mislil resno, ker je tudi sam v sklopu ministrstva prepoznal pomen naravnega vira lesa, ki ga imamo v Sloveniji na pretek. Drevo ali pa smreka nam praktično pade na dvorišče in to je treba s pridom izkoristiti, uporabiti in seveda na to mislimo tudi na ministrstvu. In tudi iz tega razloga smo prav današnji dogodek, Dan slovenskega lesarstva, namenili tudi temu, da bi v bistvu z različnimi promocijskimi aktivnostmi, strokovnimi srečanji dali večjo pozornost temu našemu čudovitemu naravnemu materialu. Kar se tiče podjetništva, ali pa da se dotaknem tudi besed predsednice Evropske komisije, naj samo rečem, naj se te besede pozlatijo. In seveda jih mi tudi v Sloveniji na ministrstvu jemljemo zelo resno in vidimo usmeritev v tisto pravo smer, kjer vidimo v teh naravnih materialih izjemno veliko priložnost, da tako znižamo emisije toplogrednih plinov, predvsem pa imamo s tem tudi pozitivne vplive na okolje. Glede vprašanja, glede podjetnikov, manjših, večjih, za nas vsi pomembni. Tako je treba graditi to zgodbo, iz malega raste veliko. In če se vrnemo nazaj na preteklost, kako je slovenski kmet gospodaril svojim gozdom, tisti, ki je na to gledal gospodarno, je razvil poleg tega neko dejavnost. In če govorimo sedaj o obrtnikih in o manjših podjetjih, mislim, da tu lahko govorimo o številu podjetij v lesni industriji, okrog 3000 jih je kar 1500 manjših podjetij, malih podjetnikov. In ti so tista zgodba, ki se tudi lažje prilagodijo tudi takšnim krizam, kot je korona kriza, če tako imenujem. In s tem vidiku so en pomemben segment pri razvoju lesne industrije. Naj se spomnim tudi na to, da je eden izmed glavnih ciljev direktorata za lesarstvo spodbujanje tako malih in velikih podjetij, predvsem pa je naš glavni cilj, ki smo ga zapisali tudi slovensko industrijsko strategijo, da moramo povečati predelavo lesa ciljno 3 milijone kubikov letno ali celo več. Ne pozabimo namreč na to, da vse panoge povezane z lesno industrijo skupaj, od papirne, tako lesne in drugih dejavnosti in tudi manjših podjetnikov, predstavljajo skupaj že okrog 4 milijarde evrov letne realizacije in s povečanjem predelave lesa v Sloveniji bomo hitro prišli proti 10 milijardam, to je pa že vrednost slovenskega proračuna. To je torej naša zgodba, gradimo od malega proti velikom, z manjšimi koraki in kot slišim današnje sogovornike, tudi državno sekretarko, da ne ponavljam njenih besed, les je naša neizmerna priložnost in vrnimo se torej k sloganu, uporabimo slovenski les. Hvala lepa. Gospod Šuštaršič, kaj pa slovensko izobraževanje in raziskovalno okolje? Se zavedamo, kaj pravzaprav je zelena industrija? Se zavedamo, da je prav lesarstvo lahko tisto, ki mora dajati vzgled ostalim industrijam in verjetno najcenejša, najenostavnejša pot za doseganje vseh teh
klimatskih ciljev, o katerih smo do zdaj govorili. Imamo orodja, znanje, ugled v javnosti, da to dokažemo, ali kot papige samo ponavljamo stališča EU-ja, ki smo jih slišali danes in v predhodnih predavanjih? Lepo pozdravljeni, hvala za besedo. Jaz mislim, da imamo, oziroma predvsem, da smo se začeli tega vedno bolj zavedati. Mogoče 15 let nazaj še niti ne toliko, ampak da to počasi prehaja v našo zavest, tudi v akademsko, ki je včasih mogoče mečkaj kontradiktorna, včasih mečkaj bolj počasna, kar se tiče kakšnih takšnih sprememb, sploh v panogi, kakršno je gradbeništvo, ki je že nasplošno bolj počasno odzivno na kakšne take večje spremembe, sploh pa če pride do takšne na nek način male revolucije ali pa renesanse gradnje v celoti, se pravi, ko se premikamo od teh klasičnih materialov proti lesu. Težko govorim zdaj za kolege iz drugih dveh univerz, slovenskih, Ljubljane in Maribora. Na Univerzi na Primorskem se tega vsekakor zavedamo in moram reči, da se mi zdi, da smo v zadnjih nekaj letih naredili tudi izjemen napredek v tej smeri. Odprli smo nov magistrski program trajnostnega grajenega okolja, od letos naprej pa tudi nov doktorski program trajnostnih materialov, obnovljivih. In predvsem nas je izjemno presenetil ta vpis v prvem letniku doktorskega študija, namreč majhna univerza, mlada fakulteta, vendar očitno kaže, da je ta trend v smeri trajnosti zelenega gradbeništva, okolja in splošno teh tematik, o katerih je govorila doktor Lejnova, zanimiv med mladimi, kar nas zelo veseli, oziroma ne samo med najmlajšimi, tudi tistimi, ki so, bom rekel, že mogoče malenkost bolj izkušeni, se pravi že neki magistranti oziroma že neki diplomanti dosedanjih študijev. In se vsekakor trudimo, da jim približamo to znanje še bolj. Predvsem se mi zdi, k čemur bi nasplošno mogle akademske inštitucije v tem primeru bolj stremeti, je k povezovanju industrije in pa akademije. Se pravi, da se tisti akademski dosežki, da ne ostajajo samo na fakultetah in na univerzah, pač pa da se jih poskuša čim bolj prenesti tudi industriji. Se pravi, če govorimo o teh tako imenovanih TRL-jih, Technology Readiness Levels, razvojnih stopnjah, če se nekako v neki splošni zavesti smatra, da so univerze in fakultete bolj usmerjene v te niže razvojne, bolj bazične razvojne stopnje, je mislim, da je tudi čas na univerzah, da preklopijo na tiste više, se pravi na prototipe, polprodukte in potem poskušajo najti to sinergijo z slovensko industrijo. Jaz mislim, da bo tudi industrija v tem primeru zelo hvaležna, kajti oprema in obznanje, ki je na slovenskih univerzah, vsaj na naši, v tem pogledu je trenutno vrhunska. V tem zadnjem obdobju nam je tukaj precej pomagala tudi država, tako da, kar se tiče nivoja znanja in opreme in storitev, to vsekakor obstaja. Tako da, jaz upam, da bodo to inicijativo mogoče še bolj prevzeli tudi na ostalih slovenskih univerzah. Nažalost, če gledamo v preteklost, zdaj nekoliko nazaj, zadnjih nekaj let, jaz sem po izobrazbi gradbenik in ta kriza, ki se je začela 2008-2009, je saj vpis na gradbene fakultete izjemno prizadela. Vpis je padel na mogoče tretjino preteklega. Dejstvo pa je, da ravno za spremembe v gradbeništvu je ta inženirski kader gradbeništva izjemno potreben. Recimo strojne fakultete ali pa elektro niso imele takega izpada, oziroma so potem tudi tisti izpad zelo hitro nadoknadili, medtem ko gradbeništvo se je pa pobiralo zelo dolgo časa, oziroma da moram govoriti o trenutnih številkah, ampak mislim, da še vedno ni niti približno na tistem nivoju, kakršnem je bilo pred to veliko nepremičninsko krizo. In to nas mogoče mora malce skrbeti, namreč določen del kadra tega inženirskega, ki bo lahko potem tudi te projekte na koncu potegnil naprej, imamo trenutno mogoče malce premalo in mislim, da bi mogli tudi mi kot akademiki bolj delati na tem, da jim ta segment približamo mlajšim, predvsem srednješolcem, čemur se pri nas zelo trudimo. Včasih je treba dejansko ciljati na tiste še mlajše, se pravi ne mogoče na zadnje letnike srednjih šol, pač pa mogoče še malce niže, da potem te ideje in misli dozorijo in ko je čas za vpis na fakultete, da se potem izberejo takšni študiji, ki ne samo, da so perspektivni z vidika poklica, ampak lahko potem tudi dolgoročno
takšnim diplomantom, magistrantom in doktoratom pripeljejo neko zanimivo kariero, pa tako zelo rewarding službo, se pravi službo, v kateri dejansko lahko uživate in imate potem občutek, da ste nekaj res naredili tudi za okolje in za družbo. Hvala lepa. Veliko smo zdaj slišali o prizadevanjih tako z industrije, z izobraževanja, raziskovalnega področja. Vse to pa mora biti umeščeno v nek okvir, pač v naši državi, v okvir naše države. Gospod Cuderman, bi nas lahko seznanili nam mogoče z nekim finančnim okvirom spodbud, ki ga na vašem ministrstvu pričakujete v naslednjem obdobju, pa tudi mogoče malo zakonodajnimi in regulatornimi iniciativami, s katerimi bi želeli pospešiti razvoj zelene industrije v tej državi. Ja, jaz sem najprej sogovornikom zahvala, da so mi dali super iztočence. Tako gospodu, ki je omenil možnosti za SRIP-e, za demonstracije projektov prebojnih, kakor gospodu iz univerze, ki je omenil ta zanimanje za ta poklic in bi se rada najprej orientirala na obstoječo perspektivo. Te dogodki, kot je omenil Danilo, so izjemno pomembni. Ne toliko zaradi tega, da ne bi vsi vedeli, da je les dober, pa les je lep, tako je bilo včasih ena reklama za Belinko, ampak zaradi tega, ker že sedaj obstaja ogromno stvari, ki so na voljo za to, da se neka lesno-predelovalna industrija lahko komercializira ali pa da nek produkt pridobi dodatna sredstva ali pa neke subvencije, ki so potrebne za to, da se spravi nek prebojen produkt na trg. Omenili ste prvo vprašanje, kaj je na voljo srednjim majhnim podjetjem. Že zdaj, če pogledate, tako agencija Spirit kot SPS, to se pravi Slovenski podjetniški sklad, imata sredstva za podpiranje zagonskih idej, prebojnih. To niso mala sredstva, kar vsak lahko dobi. Med drugim so nastale tiste zgodbe tistega umivalnika in premazal, ki delajo lesene izdelke, uspešnejše na trgu. To se pravi primerljive nekemu keramičnemu umivalniku, seveda so pa tudi unikatni. Druga so koci, ki jih država cel čas, to se pravi kompetenčni centri, kjer se povezuje industrijski dizajn, pa nekako tvorjenje nekih izdelkov, ki so tudi na lesnem področju. Potem imamo tukaj gospoda tudi, kot je povedal, da so v SRIP-u, kjer se tvorijo nove ideje. Vsaka nova zagonska ideja dobiva ogromen, rečemo, podpore lahko strani Horizona, strani Eureke, strani demopilotov in tako naprej. To so vse razpisi, ki so na voljo, pa tudi bili na voljo, samo se treba znajti. Kar samo tudi pri povezovanju, rečemo tega, da se premaknete iz TRL-ja 2 do 6, recimo tismo, da dokažete, da se nekaj da, na TRL 6 do 9, kar pomeni, da nek raziskovalc na univerzi pomaga v nekem podjetju razviti en prebojni izdelek, ki se čez 2 let komercializira, pomeni, da imamo že danes tudi ukrepe in še bodo zelo hitro na voljo za mlade raziskovalce, da se lahko aktivirajo v teh podjetjih. Podjetja se ukvarjajo s proizvodnjo, tako kot pri vas, in enostavno jim manjka nek raziskovalec, ki ima pa cel dan časa, da se ukvarja z nečem prebojnim, kar vam olajša proizvodne procese ali pa tvorjenje novih izdelkov. Tako da že sedaj je veliko na voljo. Je pa res, da mogoče rabimo pa en nov kader, ki se mu reče pa know-how manager, zato da pripravi vse te zgodbe in da zloži vse ukrepe, ki danes obstajajo in so na voljo za to, da postanejo stvari prebojne. Kar se tiče pa naslednje finančne perspektive, je pa planiranih seveda več ukrepov. En tak sistemski je bil, da je, to se pravi, Zakon o gospodarjenju z gozdovi, ki je v lasti Republike Slovenije že vlada na podlagi tega zakona odločila, da se morajo vzpostaviti 4 lesno-predelovalni centri. Že leta 2017 čakamo na realizacijo. Tukaj je bilo rezerviranih 20 milijonov sredstev, pa 20 milijonov poroštev, pa teh lesno-predelovalnih centrov še nimamo. Pa bi lahko bili velik potencial, že sam kar se tiče tega, da nehamo izvažati, pa da že na tej primarni ravni zagotavljamo tudi surovino, ki jo potem potrebujejo drugi za nadaljno predelavo. Skrajšamo dobavne verige, skrajšamo transport po cestah in spet še povezano ukrepamo k temu, da se zmanjšajo ogljični izpusti.
Potem imamo na ministrstvu seveda 12,2 milijona evrov nepovratnih evropskih sredstev za projekte, ko se podjetja odločajo za nove izdelke, ko pomagajo k zmanjševanju ogljičnega izpusta. Prej sem dala en tak primer lesenega okna, torej vse, kar gre v to smer, da zamenja drug material, ki je veliko bolj energijsko in ogljično potraten, je dobra zadeva. Potem je ta uredba o zelenem javnem naročanju, ki se more bolj implementirati, rečemo temu, 30% deleža ograjenega lesa oziroma lesnih tvoriv ni majhen delež, pa mislim, da še nismo na tem cilju. Potem seveda je ta podnebni sklad, ki ima ogromen potencial za investicije in pa seveda tudi investicijska sredstva, ki jih imamo vsako leto na voljo na ministrstvu, da podpiramo večja podjetja pri subvencijah v nove obrate, v nove izdelke, v avtomatizacijo njihovih linij in to se vedno obravnava prednostno sploh na tem področju lesa. Seveda, če ste me vprašali, kaj bo naprej, na podlagi tega dokumenta, ki ga je gospod Ranc prejle omenil, to se pravi slovenska industrijska strategija, ki ima les opredeljen kot eno od strateških surovin, bojo tudi v novi finančni perspektivi ukrepi naprej planirani in so tudi zelo močni, kar se tiče krožnega, in to je krožno, kar se tiče brezogljičnih tehnologij, kar se tiče tehnologij, ki neposredno vplivajo tudi na izrabo ogljičnega odtisa naprej. Tako da ni to problem, da se ne planira, problem je znati izkoristiti na koncu zmerom. Tako bi jaz nekako zaključila ta dolg odgovor. Hvala lepa. Gospod Bangijev, pa bom spet prišel na vas, praktično za identičnim vprašanjem kot za vašo predhodnico. Ali tudi na vašem ministrstvu razmišljate v takih okvirih? Slišali smo uredbo o zelenih javnih naročilih, omenjen je bil podnebni sklad kot priložnost za investicije. Ali nas lahko vi presenetite še s kakšno pozitivno novico za lesarstvo, oziroma kako poteka ali sploh poteka sodelovanje, usklajevanje med vašimi ministrstvi? Kot sem že poudaril, na ministrstvu se zavedamo resursov lesa in lesne industrije. Samo poslanstvo ministrstva je, da skrbi za varstvo okolja in ohranjanje narave ter urejanje prostora in posledično tudi gradnje. To je neločljivo povezano tudi z gospodarstvom in ali njegovim alokacijo v prostoru ter koriščenje njegovih resursov. Ministrstvo podpira razvoj gospodarstva, lesne industrije, da poteka na zelen način, se pravi tako, da prekomerno se ne obremenjuje naravne resurse, se pravi zrak, voda, tla, da se ne gre na račun biotske raznovrstnosti, flora, fauna, in na tak način, da ne pride do nespametne rabe prostora. Tako s pomočjo posameznih mehanizmov tudi spodbujamo tako ta zeleni razvoj lesarstva in predvsem za sprejemom ustrezne zakonodaje, predvsem razvoj gradbene zakonodaje, tako da spodbuja nizkoogljično in glede porabe virov učinkovito graditev in uporabe stavb. Tudi razvoj sistema ravnanja z odpadkom na način, da bo podprl uporabo sekundarnih surovin v naslednjih procesih. Tudi razvoj mehanizma zelenega javnega naročanja oziroma njegovo posodobitev, da merilo za zeleno javno naročanje ne bo le ogljičen odtis, temveč ogljičen odtis izdelka oziroma stavbe v celoti. In seveda tudi z usmerjanjem porabe podnebnega sklada na način, da bo učinkovito podprl prehod na nizkoogljično in odporno družbo, in kar vključuje tudi podporo razvoju lesne industrije. Rad bi pa poudaril še, da je tudi pomembna tukaj družbena odgovornost vseh nas državljanov pri izvajanju teh aktivnosti, na način, da delujemo v smeri zelenega razvoja, kot tudi osveščenost in zavedanje družbe pri pomenu zelenega razvoja in trajnostne rabe virov. Hvala lepa. Takoj prenesem rokavico na drugo stran. Gospod Božac, slišali smo od pripravljalcev politik veliko spodbudnih besed in načrtov za razvoj teh naših zelenih industrij, vključujoč lesarstvo. Pa imate že vizijo v vašem podjetju, kako take priložnosti izkoristiti?
kapacitete, vire za nadgradnjo tega, kar v bistvu ste že omenili, da že počnete? Ja, se bom dotaknil besed nekaj sogovornikov. Najprej čist direktno odgovor. Sedaj imamo vizijo. 60 let smo na trgu, smo pretežni in največji izvoznik lesenih objektov v Sloveniji in če se ne bi prilagajali trgu, če ne bi imeli vizije, če ne bi vedeli, kaj hočemo in kam gremo, potem več ne bi obstajali. Prva stvar, če grem po kronološkem zaporedju govornikov, to, kar je rekel Iztok. Kadri. Dejansko opažamo, in to je zelo razveseljivo, da je pritok dobrega kadra na nivoju fakultet vedno večji. Dostikrat poslušamo kritične besede v zvezi z šolstvom, v zvezi z izobraževalnim sistemom. Jaz moram reči, da so naše izkušnje v Marlesu takšne, da smo v zadnjih nekaj letih dobili nekaj zelo dobrih, zelo prodornih mladih inženirjev, ki so dejansko v trendu svetovnih, globalnih razsežnosti in za njimi dejansko lahko konkuriramo, se pogovarjamo in smo ustrezen sogovornik, kjerkoli v bistvu nastopamo na trgu. Zdaj pa mogoče še vseeno, da ne bo vse izgledalo preveč ali pa da je vse urejeno, moram pa povedati, da smo naredili tudi kak korak nazaj. Konkretno tudi na področju že danes mislim 2 ali 3-krat omenjene uredbe o zelenem javnem naročanju. Uredba o zelenem javnem naročanju, ki je bila sprejeta leta 2011, je 30% lesa oziroma gradiv lesnih tvoriv v konstrukciji objekta predvidevala za vso tipologijo javne gradnje ali pa praktično za vso tipologijo javne gradnje. Leta 2018, se pravi 2 leti nazaj, je bila spremenjena uredba oziroma je bila sprejeta nova, ki to vrstni kriterij uveljavlja samo za gradbe klasifikacijsko številko 122, se pravi samo upravne stavbe. Vse stavbe splošnega družbenega pomena, vrtce, šole, športne dvorane so iz tega izvzete in to je bil dramatičen in velik korak nazaj. V Marlesu smo v desetletjih našega obstoja zgradili okoli 400 vrtcev, šol in športnih dvoran. Niti ene upravne stavbe. In to, da velja uredba o zelenem javnem naročanju za upravne stavbe, je po mojem bolj klaveren dosežek. In po mojem mnenju bo teža današnje okrogle mize in današnjih razgovorov se pokazala čez 1 leto. Ali bomo sposobni narediti ta premik, ali bomo sposobni spremeniti te predpise, ki so neka cokla ovira razvoju lesne panoge. Še ena zadeva, ki je mogoče malo manj znana, pa jo vseeno ocenjujem za zelo pomembna. Ta trenutek se v bistvu pripravlja vrednotenje kazalnikov trajnostne gradnje, tako imenovani levelsi. Osnove za levelsi so določeni na nivoju Evropske komisije, pa vendar jih mora vsaka država posebej oblikovati, ovrednotiti in sprejeti. Srčno upam oziroma si želim, da bi v okviru strokovnih skupin, ker to so strokovnjaki, ki to presojajo in jih zelo spoštujem, upam, da bo tukaj namenjena posebna pozornost ali pa primerna, ne bom rekel posebna, če bi bila posebna, bi bilo napačno, da bo primerna pozornost namenjena tudi lesu. Lesu kot gradbenemu materialu prihodnosti, kot smo poslušali predsednico Evropske komisije. To se mi zdi 2 ključni točki, po katerih se bo presojalo, ali so takšni dogodki, kot jih imamo danes, dejansko peljajo neki korak, neko smer razvoja naprej. Da pa ne bo izgledalo vse slabo, ali pa strinjam pa se, da je bilo ogromno tega narejeno. Dejstvo je to, kar je bilo podarjeno. V lesarstvu imamo sredstva za razvoj novih produktov. Imamo sredstva za razvoj novih lesnih polproizvodov. Polproizvodi so tisti segment, kjer smo v Sloveniji slabi. Mi imamo gozd, imamo dobre končne produkte, manjkajo nam polproizvodi. In to je tisto, kar bi nas pomagalo, ali pa kar bi nam pomagalo, da bi večjo količino lesa predelali v Sloveniji. Imamo nenazadnje ekosklad, ki
izjemno pozitivno vlogo, odigrava že vrsto let. Subvencionirane so pasivni objekti, na nivoju javnih stavb so najvišje subvencije deležni leseni objekti, skoraj nič energijski in tako dalje. Se pravi, tudi na področju stavbnega pohištva spodbujajo vgradnjo lesenega stavbnega pohištva. Se pravi, ogromno je teh demonstracij, elementov, mehanizmov, ki nam pomagajo. Tudi demopiloti so bili nenazadnje omenjeni. V Marlesu izvajamo 15-milijonski demopilot, demoprojekt bivanjske stavbe prihodnosti, imenovan Dom 24 ur, in vsega tega zagotovo ne bi mogli, če ne bi bilo tudi primerne podpore so strani države. Aha. Gospod Gortner, ali se proizvajalci pohištva počutite odrinjene? Govorimo samo o gradbenikih, gradbeništvo. Kako pa vi vidite vaše mesto pri izkoriščanju priložnosti za razvoj zelene industrije? No, mislim, da ste zelo dobro podal. Res se do neke mere čutimo odrinjene. Zdaj, kaj je vzrok? Mogoče nismo glasni dovolj, mogoče se ne povezujemo dovolj. Vsekakor je pa, če primerjamo razmere danes, razmere, ne vem, pred 10 in več leti, ko je bilo v slovenskem področju veliko izredno dobrih proizvajalcev pohištva v tem rangu, kakor smo mi, torej v rangu srednjih podjetij. Podjetje, ki ima izredno močan lastni razvoj, izredno močno lastno blagovno znamko, izredno dober oblikovalski tim, tako da razlika je občutna. Danes smo na, lahko rečem, slovenskem področju kot proizvajalci pohištva, seveda v tem segmentu edini. Kljub temu, seveda, da smo edini, kljub temu, da v našem pohištvu ni vgrajenega toliko lesa, kakor bi bilo lahko, kakor je drugje, smatram, da je ta področje izredno pomemben. Široka množica kupcev je tukaj zadaj, tako da mislim, da moramo posvetiti dosti pozornosti, tudi z raznimi razpisi, to, kar je bilo že omenjen danes. Potlej nadalje z povezovanji z drugimi podjetji. Tu bi omenil ravno tako Dom 24 ur, ki sodelujemo skupaj. Potlej si pa seveda na vsak način želimo tudi več povezovanja z fakultetami in z drugimi inštitucijami, ravno tako pa z nekaterimi start-up podjetji, ki imajo izredno zanimive rešitve tudi za firme, kot smo mi. Hvala. Gospod Franc, gospod Gortan je izpostavil zanimivo stališče, oziroma zanimiv podatek, da so oni praktično edino še relativno dovolj veliko pohištveno podjetje v tej državi. Ali nameravate v nadaljnji finančni perspektivi poskrbeti, pa si prizadevati tudi za to, da sedaj veliko število majhnih slovenskih obrtnikov z področja pohištva pripeljemo mogoče ob bok podjetjem, kot je Alpes. Ali si lahko kot država privoščimo, da ne izkoristimo potencialov, ki jih imamo na področju zelene industrije? No, vsekakor ne bi se rad ponavljal, ampak sem že prej par besed povedal, kaj na Ministrstvu za gospodarstvo in direktoratu mislimo v lesu, in dejansko je to edinstvena priložnost in seveda tudi izziv. Ko smo določali in se odločili, zakaj ta dan slovenskega lesarstva, smo ga tudi pozicionirali v čas sejma Ambienta, ki je bil tradicionalni sejm pohištvenikov. Tudi s to gesto smo želeli dati poudarek, da ni lesna industrija samo lesena gradnja, ampak da je to tudi pohištvo, in žal seveda je ta korona povzročila to, da tega sejma ni, ampak mi vseeno vztrajamo. Tako smo organizirali podoben dogodek v obrobu obrtnega sejma v Celju in danes smo tudi tukaj v obrobu nekdanje Ambiente. Kar se tiče lesne industrije, bi pa spomnil, da se bom ponovno vrnil nekim evropskim vzorom, ali pa bom citiral
Merklo kot predsednico enega največjega gospodarstva v Evropi. Pasti globalizacije in deindustrializacije so se pokazale, da je prevelika odvisnost od uvoza, pa bom rekel zdaj Kitajske ali kogarkoli, past, ki se vrne kot bumerang. In mislim, da je cilj tudi nas vseh mora biti ponovna industrializacija Evrope in vrnitev koreninam in naravnim virom, ki jih tukaj imamo, predvsem v Sloveniji. In z tega vidika bi jaz bil zelo velik optimist in naši cilji, ko sem govoril o večji pridelavi lesa v Sloveniji, ne pomeni samo žaganje desk, ne pomeni samo lepljenje desk, lepljene plošče, ampak v izdelke z višjo dodano vrednostjo, od pohištva, od te mize, ki tukaj vidite na vse zadnje te lesene zastavice. Mogoče bo naslednje že stojalo tudi leseno. In to je ta prava pot, z drobnimi korakami iti naprej. In seveda, ko toliko govorimo, kako, mislim, da vsi sogovorniki tukaj danes smo si enotni, da imamo isti cilj. In ko sem že prej povedal, vidimo nagrajenju malih korakov, seveda je treba pa včasih biti potrpežljiv in delati tudi tek na dolge proge. Ko govorimo o lesu kot takem, mi smo ta prvi korak, da smo prepričali širšo družbo in okolje, da les ni za vpeč, da to ni, da je kurjenje v bistvu neka praslovanska tehnologija porabe lesa, ki so to znali že nekoč delati naši predniki. In zdaj, ko gledam recimo licitacije lesa v Slovenj Gradcu, ko je en hlod vreden preko 10.000 evrov in še več, to je ta prvi korak, da smo to hlodovino umaknili iz peči v neko proizvodno. Seveda je naš drugi korak naslednji, da iz tega hloda naredimo violino, inštrument ali pa neki izdelek, ki bo še več vredno in da bomo tu ustvarili delovna mesta doma, tukaj in v Sloveniji. In tukaj seveda je pomembno znanje tako mladih, tudi tukaj imamo določene aktivnosti, da že mlade z določenimi izobraževanji usmerjamo v to panogo. Tukaj so razstave čar lesa, ki se širom po Sloveniji uvrščajo med vse regije, ki so bogate z lesom. Trenutno poteka v Mariboru, potem se seli še v Slovenj Gradec. Tako da priložnosti in izzivov je veliko, mi smo tu, da jih udejanjimo, da ustvarjamo to okolje in seveda bi vsem udeležencem današnje okrogle mize, predvsem podjetnikom, ki vztrajate nad tem, lahko samo zaželel še večjo zagnanost skupaj s vsemi, da dosežemo ta cilj, da izkoristimo ta naš naravni material za zelena delovna mesta. Hvala. Gospod Šušteršič, ali lahko pedagogi in raziskovalci pri teh prizadevanjih podpremo ustrezno tako industrijo kot pripravljalci politik? Imamo dovolj znanja, opreme, mednarodnih povezav, ali lahko v dovolj kratkem času pripravimo dovolj vrhunsko usposobljenega kadra? Pripravimo ga lahko. Vprašanje je, koliko ga imamo dejansko na razpolago. Oziroma, na nas je mogoče, da poskušamo zdaj ta kader mogoče izmakniti tudi katerim drugim panogam. Naprimer, tistim panogam, ki so bile v zadnjem desetletju bolj popularne, naprimer razne informacijske tehnologije in tako naprej, da se dejansko en del tega kadra mogoče odloči, da gre tudi v to novo perspektivo, ki pa zajema še vse kaj širšega kot pa samo internet in pa 5G, ampak ima precej še takšnih področji, ki mogoče niso tako znana ali pa popularna, vendar ima izjemen potencial za naprej. Kar se tiče opreme in kadra na akademskih inštitucijah, zopet govorim za Univerzo na Primorskem, pa za naš novostanovljeni center odličnosti in Renew, vsekakor ga imamo. Zdaj, seveda, že cel čas se trudimo nekako z industrijo povezati na več načinov, od živih laboratorijev do organizacije različnih dogodkov. Zdaj, mogoče je tudi na industriji, da
poskuša pristopiti k nam v tej kljub kriznem času še vedno, lahko rečemo, vsaj glede na preteklo makro obdobje konjunkturi, da poskuša tudi industrija čim več vlagati v nek razvoj, v nove elemente, v nove inovativne izdelke. Kajti v preteklem obdobju, se pravi, ko je bila res ta kriza, takrat industrija dejansko je posegala zelo po razvojnih projektih, razpisih, tudi zato, da je na nek način preživela. Zdaj pa lahko to še dodatno oplemeniti s tem, da vloži tudi del teh, recimo, presežnih sredstev v razvoj novih elementov, kot smo slišali zdaj, nove proizvodne linije, se pravi, ravno to, kar nam zdaj manjka. In seveda moramo pa računati tudi na evropska sredstva v tem pogledu. Recimo ravno zdaj je zunaj razpis za pilotne projekte za novogradnjo in prenovo, ki bi lahko recimo komplementiral tem slovenskim željam in trendom, se pravi, ali pa našim nacionalnim fondom. Nažalost, v tem primeru, tukaj sem bil osebno malo razočaran, je bil razpis v bistvu objavljen izjemno pozno, glede na to, kdaj je rok za oddajo. Se pravi, 5 mesecev za nek kompetenčni konzorcij sestaviti, ki pa mora biti obenem podprt za 3 do 4 demonstracijskimi projekti, sicer na evropskem nivoju, vendar najti nekoga, ki se bo zavezal v investicijo relativno velike zgradbe z vso sodobno trajnostno tehnologijo v tako kratkem času je problem. In upam, da bo v novi perspektivi, se pravi v Horizon Europe, da bodo te stvari mogoče malenkost bolj organizirane. To so sicer trenutno eni izmed zadnjih klicev iz tega obstoječega programa, tako da mogoče se jim je malo mudilo, pa vendar. Tako da jaz mislim, da vsekakor imamo vse, kar potrebujemo, zdaj pa na nas, da to tudi na koncu udejanimo čim bolj uspešno. Hvala lepa. Že prej sem omenil kratek čas, prehajamo na zadnje vprašanje. Vsak imate minuto na voljo, da poveste, kaj konkretno želite na svojem področju doseči za razvoj zelene industrije v naslednjih 2 letih in kaj do konca naslednje perspektive, finančne perspektive EU. Prosim, kar od leve proti desni. Bom ambiciozna, cilj je sicer 3 milijonov kubikov domačega lesa predelati, pa rečemo vsaj 5, ne? Da je to polovica, kar pomeni 200% prirast. Prodajno realizacijo v lesni branži povečati na 2,5 milijarde evrov, sedaj je 1,4, to pomeni 70% rast. Povečati število zaposlenih v lesni industriji, sedaj je 11.000 na 15.000, to je plus 1/3, kar se bo dalo, ne, tudi za avtomatizacijo. Dvigniti delež lesenih stavb v Sloveniji na 15%, se zahvaljujem za namig, ki je moramo lobirati in seveda nadaljevati pozitiven trend rasti lesne industrije. Ne, v zadnjem času recimo je beležil rast 14% prihodkov, 35% dodane vrednosti na zaposlenega. Tako da mislim, da so trendi ok, da se da, samo se moramo truditi vsi za dogovor, ne, in seveda sodelovati v dialogu, ne samo v dialogu, ampak tudi v lobiranju, očitno. Ne, da, evo. Bogdan. Ja, glede na to, da je sogovornica naštevala, bom skušal še jaz, pa mogoče z različnih funkcij oziroma z različnih pogledov. Namreč, glede na to, da sem predsednik upravnega odbora Združenja lesne pohištvene industrije, bi tukaj kot prioriteto številka 1 izpostavil spremembo uredbe o zelenem javnem naročanju v smeri, da bi se razširila tudi na stavbe splošnega družbenega pomena, klasifikacijsko številko 126. Glede na to, da prihajam iz SRIP-a, pametne stavbe in dom za lesno verigo, bi v okviru lesa spet izpostavil, da želimo, da bi bil les primerno obravnavan v okviru levelsov, se pravi kriterijev trajnostne gradnje. Kajti to je osnova, po kateri se bo merila, kaj je trajnostna gradnja v prihodnosti. In še z vidika našega podjetja, še z vidika Marlesa, zagotovo stremimo k temu, da bi bili naši objekti, vsi naši objekti v prihodnosti neto nič energijski na nivoju bivanja. Kar pomeni, da bi objekti sami proizvedli toliko energije, kot jih bojo uporabniki v teh objektih porabili, pri čemer bi bila vsa pridobljena energija pridobljena iz obnovljivih virov. Gospod Vrtner. Jaz bi se fokusiral na nivo našega podjetja, torej Alplesa.
in sicer fokus je na učinkovitejše proizvodne procese, seveda z digitalizacijo. S tem bomo naredili največ na vpliv na okolje. Po drugi strani se bo povečala dodana vrednost. Pri povečanju dodane vrednosti bomo lahko povečali plače. Če se bojo povečale plače, bojo tudi vsi skupaj bomo lahko več namenili za pohištvo, za trajnejšo in kvalitetnejše pohištvo. Hvala lepa. Gospod Franc? Jaz se bom kar osredotočil na delo direktorata. Kot sem že povedal, je minister za ustanovitvijo tega direktorata mislil resno. Mi želimo nadaljevati to resno zgodbo v boljši perspektivi v lesni industriji. Ne se spomnim preteklosti, bili so časi, ko lesari nismo imeli sogovornika. Danes smo tukaj in zato odpiramo vrata vsakemu in seveda predvsem ustvarjamo okolje prijazno do lesne industrije in predvsem do uporabe tega našega čudovitega naravnega materijala. Želim tudi to, da je današnji prvi dan slovenskega lesarstva poseben dogodek, prelom dogodek v lesni industriji, da se ta tradicija srečanj nadaljuje in da podobnih strokovnih debatah, kot je bila današnja, izmenjujemo mnenja, izkušnje in sokreiramo politiko za nas, ki smo tukaj zato, da ustvarimo to boljše okolje za lesno industrijo. Ko govorim pa o tem obdavčenju emisij toplogrednih plinov, si želim čim prej uvedbo ogljičnega odtisa in obdavčene emisije CO2 na posamezen produkt. In to bo samo po sebi prineslo, bom rekel, zmago za lesno industrijo, ker bojo ti izdelki cenejši zaradi manjšega obremenjevanja okolja. Torej, uporabimo naš slogan, uporabimo slovensko les in nadaljujmo to skupno zgodbo tudi v bodoče. Aha, Iztok? Na nivoju univerze oziroma fakultete v naslednjih 2 letih, da vsako leto podvojimo število študentov na magistrskem in na doktorskem študiju, se pravi, da lahko zagotavljamo tudi primeren kader slovenske industrije in gospodarstva, se pravi, to je eksponentna rast na dolgi rok. Kar se tiče pa na nivoju našega centra odličnosti, da v roku 2 do 3 let začne izpolnjevati svojo vlogo v celoti, tako kot je bil zastavljen, se pravi, da lahko prenaša znanje iz akademije v industrijo. Kar se pa tiče delovanja v gospodarstvu, pa da poizkušamo gospodarstvu, mogoče 3 leta je sicer kar optimistično, ampak da glede na to, da posekamo 2/3 tistega, kar bi lahko, da mu pomagamo še tisto 1/3 in to s čim bolj inovativnimi izdelki, ne samo s tistimi, ki jih recimo kopiramo iz Avstrije, ampak z nekimi novimi, plod lastnega znanja. Ideje je že dovolj razvitih do teh recimo TRL 6-7 stopenj, da jih poskušamo dejansko poriniti do 9 oziroma potem do končne produkcije. In če bo sreča v sklopu vseh teh iniciativ in spodbud, ki so trenutno na voljo, bi nam to mogoče res lahko potem v roku 3 let tudi uspelo. Zbonijo? Ja, no, sigurno z delovanjem na prej omenjenih področjih, kot sem jih že povedal, graditev, ravnanje z odpadka, zelena javna naročila ter podnebni sklad. Poleg tega po zadnjem letu napore vlagamo tudi osnovanje projekta sistemskega in celovitega prehoda na krožno gospodarstvo, ki nastaja v sodelovanju z vodilnimi inštitucijami znanja in inovacijami v Evropi. Poudarek tega projekta je na podpori vrednosti z največjim krožnim potencialom, med katerimi je tudi veriga vrednosti, posebej gozdarstvo in lesna industrija. Snovanje samega projekta pa tudi sovpada z načrtovanjem porabe sredstev več finančnih virov tudi naslednje finančne perspektive Evropske unije s ciljem krepitve sposobnosti industrije za uvajanje novih krožnih poslovnih modelov. Obenem smo pa pristopili tudi k informacijski podpori procesom, ki vodijo k cilju zelenega razvoja ter zelenega gospodarstva, se pravi uvedba tudi digitalizacije. Hvala lepa. S tem smo zaključili današnje omizje. Mislim, da smo bili zelo ekonomični s časom in smo točno izmenjali smo si veliko pogledov. Mislim, da smo dobili veliko smernic za nadaljne delo in pa, da smo, bom rekel, nekateri se na novo, nekateri obnovili poznanstvo in lahko tako združeno naredimo precej korakov naprej in se naslednje leto zopet srečamo in to preverimo. Hvala. Hvala lepa.